Andrej, gas! No pa gremo, evo. Kot ste verjetno že ugotovili, nahajamo se v Racelandu Krško, kjer se je danes zbralo 63 lastnikov in ljubiteljev Toyota GR, ki preizkušajo tole stezo za mano. Avto ima posebne privilegije, mogoče ga malo preveč merkam, pa v bistvu ajčkam, po domač povem. O kakšnih privilegijih govoriva? Ima svojo garažo, pozimi se ne voz, kar je mogoče škoda za ta model avta. Zaradi tega, ker mi to pomeni, pač mu nudim vse to. Se pravi, to ni službeni avto? Ne. Samo za nedeljske izlete? Ja, samo to. Pa še teh je bolj malo, premalo. Vi ste ponosni lastnik 3 Toyota GR. Ja, res je. Zakaj ste jih izbrali? Avto mi je top. Avto je zanimiv, enostaven, lahek. Ja? Doživiš res v njemu eno posebno vozniško izkušnjo. Ta najstarejša je stara, ta pred nami, ta je 2 leti pa pol. To je replika Kalerova Ampera. Glede na to, da so 3, malce menjate? Ja, malce menjam, predvsem, ko imam čas, da se malo, kako rečemo, da se malo spuhtim. Tako, ja. Ravno kar ste steze, kako je bilo? Super, to je bila moja prva izkušnja na stezi katerikoli dirkanje, to je bilo zelo... Sem še poten, tako. Ste probali idealno linijo? Ja, sem probal, je šlo na pol, recimo. Ok. Kakšno je pravilo, kako najhitreje prevozimo? Torej, najprej moramo upoštevati idealno linijo. Idealna linija je na nek način alfa in omega in seveda pomeni nek maksimalen radius skozi nek ovinek. Torej, vstopava po zunanji strani, kjer tudi seveda zavirava maksimalno in premakneva avto proti vrhu notranje strani in pa spet odpirava, riševa ta maksimalen radius in izhajamo iz ovinka. Seveda je pa to zgolj samo linija. Kakšno je pravilo, kje začnemo zavirati, da bo najhitreje? Okay. Kako je tisto hudiče v detajlih, ne? Tako. Torej, zaviramo namreč seveda na tem ravnem delu, da izkoristimo torej, maksimalen zavorni učinek, da se zavorna sila enakomerno porazdeli na kolesa. Kako močno pa zaviramo na tej točki? Ja, to je pa stvar občutka, ki moramo presoditi, torej, odvisno od hitrosti, odvisno od podlage, odvisno od avtomobila in nenazadnje tudi samih gum. Torej, zelo pomembno je, da pravočasno zaviramo. V tem delu je običajno največ nesreč oziroma napak. Zakaj? Ljudje se namreč v želji po doseganju hitrosti zakalkuliramo in vstopamo s preveliko hitrostjo v ovinek, kar pomeni, da namesto, da bi šli po idealni liniji čez ovinek, se nam ta linija podaljša oziroma iz ovinka. Tako, postane ravno iz ovinka. Kje pa potem ponovno pospešujemo? Se pravi na tej točki. Tako, torej na ravnem delu zaviramo, čim obrnemo volan, ohranjamo samo hitrost. In tukaj je ta sredinska točka, stujko se imenuje Apex, pa na tej točki bi moral biti avtomobil in seveda tudi mi za volanom pripravljeni za začetek pospeševanja, ki seveda poteka spet po idealni liniji. Pospešujemo, se pravi, postopoma in nekje na tej točki gremo na polno, če tako rečem. Tako.
V teoriji, recimo pri takem ovinku, bi to pomenilo, da na tej točki, ko spet pridemo na raven del, imamo tudi pedalo za plin do konca potisnjeno. Torej gremo na ta robnik preko drugega in se premakneva na zunanjo stran, kjer ostajava in iščeva notranji vrh ovinka. Tukaj smo, evo, in spet spuščamo. Prestaviva v drugo stran in spet vstopiva v ovinek, sva na apeksu in pospešujeva. In v bistvu že bremzava, ker je nov ovinek. In prilagajava hitrost za nov vstop v desni ovinek, spet vstop, apeks in pa izhod. Kaj najbolj pomembneje, da prav čas zabremzamo, da pravilno dobimo pravo hitrost? V vsaki točki te linije se da moramo ustrezno odreagirati. Dovolj je, da v nekem momentu nekaj neustrezno naredimo, kar bo pomenilo neko napako. Ta napaka je pa lahko v skrajnem primeru izlet iz ceste, lahko pa pomeni dodatno popravljanje, to pomeni izgubo časa, lahko povečano obrabo materijala. Rekla sva, da je zelo pomembno zaviranje v pravem času. Kako se pa naučimo, da zelo močno zaviramo? Ker ponavadi na cesti ravno ne zaviramo močno. Res je. Torej, v tem primeru govorimo o dirkaški ali pa zelo dinamični vožnji, ki pa seveda na cesti se ne sme dogajati tak primer. Razen seveda, ko naletimo do neke ovire, ko moramo zelo močno zavirati. Če govorimo pa o dirkaštvu, je pa to drugače. Torej, vsako zaviranje mora biti zelo odločno, ampak še vedno z občutkom. Pa se vam zdi, da je zelo pomembno med tem, ko vozite, da imate tudi skozi volanta občutek za avtomobil? Absolutno. Z pravilnim položajem, sedenjem pridobivamo informacije iz ceste, ker samo na osnovi teh informacij lahko reagiramo. Če se malo, bom rekel, pošalim, nam avtomobil vse pove, vkolikor bomo to upoštevali. Torej, pravilno sedeli, bili pozorni, osredotočeni in potem na tej osnovi tudi primerno reagirali. Super, jaz predlagam, da greva poskusiti, pa da vidiva to idealno linijo v teoriji, mislim še v praksi, ne samo v teoriji. Okay. Po 2 krogih na stezi, pa čeprav samo na sovoznikovem sedežu, lahko rečem, da razumem, zakaj ti avtomobili tako navdušujejo. Ne gre le za hitrost, temveč za pravo strast do vožnje.